Definitivno je tako, Slovenci smo razvajeni, sploh kar se športa tiče. Ne? Ko enkrat nekaj osvojimo, se nam zdi, da je kar samo umel, da bomo osvajali vse počes in da bomo zmagovali vse možne nasprotnike. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, daljša bo sproščena različica našega dnevnega podcasta Večerje zjutraj. Nam se lahko naročite na Spotifyju, Apple Podcast, na YouTubu in na drugih platformah za podcaste, ki jih poslušate. To zelo pridno počnete, le še kakšen komentar zmanjka in verjamem, da bo tej debati, ki sledil kakšen komentar, ker nas je razvnela prav vse v četrtek zvečer. Danes imamo v našem studiu verjetno najvišjega gosta do zdaj in verjamem tudi, da se še nekaj časa kaj takega ne bo spremenilo. Urban Gorjanc je z nami, nekdanji košarkar, tudi nekdanji soigralec Klemna Prepeliča in Alena Omića v reprezentanci do 20 let, zdaj športni oziroma košarkarski delavec, ukvarjal se v zadnjih letih tudi s spletnim marketingom, deluje v košarkarskem klubu Branik. Kar nekaj tem lahko načnemo danes. Zdrav, Urban. Zdravo, pozdravljen. Najprej gremo na najbolj aktualno zadevo, ki bo verjetno ob objavi tega podcasta že malo pase, ampak vseeno Evropsko prvenstvo še traja, Slovenija pa ni v polfinalu Eurobasketa. Vrnimo se mogoče 2-3 tedne nazaj. Smo pričakovali, a pa si mogoče sam osebno pričakoval, da bomo v tem sklepnem delu Eurobasketa tako morda razočarani, da pa nas ni v polfinalu, sploh glede na način, kako je Slovenija izpadla. Ja, jaz mislim, da je Slovenija pokazala en ogromen napredek od pripravljalnega obdobja pa zdaj do konca Eurobasketa. Res so rasli kot ekipa, no. Tudi to je selektor Aleksandar Sekulič stalno ponavljal, ne. Dajte nam čas, ne biti pesimistični, dajte nam čas, se bomo razvili kot ekipa, bomo zrasli in to so nam dokazali, ne. In včerajšnja predstava je bila fenomenalna, no. Jaz tudi mislim, da ena boljših predstav po Eurobasketu 2017, no. Da je ekipa res bila složna, da so bili pripravljeni premagati totalnega favorita Evropskega prvenstva, ki ima neverjetna imena v ekipi in so se res do zadnjega kosali z njimi, bili v borbi za uvrstitev v polfinale. Tu ne rabimo biti diplomatski polikani, so Slovence na tem Eurobasketu pokradli. Ja, nekaj odločitev bi verjetno lahko bilo drugače piskanih, bom rekel, ne. Definitivno smo se dosti ukvarjali s sodniki, ampak mislim, da v tej četrtfinalni tekmi je kar z razlogom, ne. Tako so že fantje včeraj po tekmi povedali, mislim, da piskati tehnično enemu največjih zvezdnikov Eurobasketa v drugi minuti tekme za v bistvu nič takega, bom jaz rekel, ne, je bilo zelo pretirano, no. Takrat so se mi zdi sodniki probali postaviti neko letvico, kaj bojo spoštovali na tej tekmi, pa kaj ne. Ampak se mi zdi, da so to letvico pol med potekom tekme, sploh v zadnji četrtini malo prilagodili, pa spremenili, no. Je pa tudi res, da bi mi lahko recimo z 3 zadetimi trojkami na koncu obrnili marsikaj v našo prid, ne. Mi smo imeli res slab šut za 3, ne. Mislim, da smo imeli 39-9 šut za 3, ne. To je 23%, to je res slab, ne. Met za 3 in res škoda, da ne malo zmanjkalo nam. Sploh glede na številne odprte mete, ne, potem ko Dončić nekako naredi prostor, malo se je roka zatresla košarkarjem, sploh v zaključku tekme. Ja, saj Kje iskati razlog za to? Je verjetno razlog tudi s tem, da je pač ta generacija zdaj dokaj pomlajena, nova, da marsikateri košarkar nima za sabo tako močnih tekem, kot je verjetno četrtfinale Eurobasketa. Ja, vsi so z Dončićem ful boljši, ne, igralci, to je dejstvo.
je pa tudi jasno, da je z Dončićem izjemno težko igrati. Ker predstavljaj si, prideš na Evropsko prvenstvo, četrtfinale igraš za 7 fantov, je to bilo prvo četrtfinale v njihovih življenjih, prvi Eurobasket nasploh. In težko prideš v ritem tekme, ker dejansko ima Luka večino časa žogo v svojih rokah in tudi zaključuje napade, potem išče te zunanje pase, ko njega dvojijo. Ampak takrat je pa kdaj tudi roka malo prehladna za nekih par zaporednih zadetih trojk. Moramo pa tudi nekaj vedeti, če se dotaknem zadnjih 3 minut, ko smo dosti poskušali za 3. Jaz mislim, da je bil razlog tudi v tem, ker je bila tekma izredno intenzivna. Fantje so res dali 120% od sebe skozi potek tekme in na koncu smo se odločali, po mojem mnenju, za mete za 3 točke zaradi tega, ker nismo imeli več, bom rekel po domače, lufta, da gremo pod koš, pa da pariramo tem visokim fizičnim Nemcem, da gremo pod koš in smo poskušali zmeti za 3, ker je to, bom rekel, nekako najlažje narediti, kadar si utrujen na koncu tekme. In nažalost nismo zadeli, no, pa tudi potek tekme se nekako ni nagibal v našo smer, da bi z nekim momentumom to lahko spremenili pa obrnili v našo prid. Zdaj, takrat, ko se je nasmejal Schröder, takrat je nas verjetno vse malo zabolelo srce, ne? Ker je to pomenilo, da grejo stvari v smer želja Nemcev. Kje je bila po tvojem mnenju tista točka preloma tekme? Jaz sem nekako si rekel, ko je, zdaj ne vem priimka, ker nisem vsak dan v košarki, ko je Nemec zadev iz sredine igrišča trojko tik pred koncem 3. četrtine, sem rekel, ne, to je zdaj res slaba napoved. Kdaj si ti pomislil, ok, mogoče pa nam ne bo uspelo? Takrat je bil psihični moment zelo nagnjen na stran Nemcev, ker zaključiti 3. četrtino, potem ko celo 3. četrtino zaostajaš za 9-10 točk, zaključiti na ta način, se mi zdi, da jim je to dalo neki boost za naprej in se smo videli, pol 4. četrtini smo še nekako držali z njimi, pol nas je pa zmanjkalo v zadnjih minutah. Ampak jaz bi pa dodal še eno pomembno stvar, kjer se je meni zazdelo, da smo zgubili naš momentum in smo ga predali njim v roke. Je pa bilo, pa nočem zdaj kriviti posameznikov, vsakemu se zgodi napaka, ne? Ampak sekvenca, kjer je Edo Murić, mislim, da Schröderju podal žogo naravnost v roke, smo imeli v bistvu napad, da bi lahko šli na plus, na dvomestno prednost in potem smo zgubili žogo. Na to pa se je zgodil še tisti, bom rekel, je bil faul, ampak nesrečen faul Eda Murića prav tako v obrambi, ker je potem Schröder dal koš in imel še dodatni prosti met. Takrat se je, po mojem mnenju, momentum zamenjal, ker takrat so Nemci dobili še neko dodatno samozavest, mogoče iz razloga, da smo mi že utrujeni, da smo nezbrani. In jim je to pol dalo. Tudi na koncu pol tisto trojko, v zadnje sekunde. Ne. Če bi se ta napad drugače razvil, se verjetno tudi ta trojka, ampak dobro, to so zdaj neke hipoteze. Torej, ta zadeva z Edom Murićem, Eda Murića nekako ne pričakujemo več v reprezentanci, sam je pač napovedal, da s tem zaključuje reprezentančno kariero. Luka pa vseeno pravi, da ga bo še probal prepričati, ampak dogaja se ta sprememba generacije, tistih, ki so bili zraven 2017 je stalno manj. Kako gledaš ti na prihodnost reprezentance, sploh glede na to, da mlajše selekcije pa zdaj osvajajo medalje na velikih tekmovanjih? Ja, se strinjam, če se dotaknemo najprej Eda Murića in njegove vrnitve morebitne v reprezentanco. Bom rekel tako, mislim, da smo imeli situacijo, ko je enkrat tudi Goran Dragić rekel, da ne bo več, pa se je pol vrnil, ne? Verjetno tudi na pobudu Luke in na neke okoliščine.
da naredijo ta rezultat, mislim, da 2022. In 23. Svetovnem? Prišel za Köln, torej za Evropsko prvenstvo. Tako, ja. No, tako da jaz ne bom izključil tega, ne? Čeprav naslednje Evropsko prvenstvo je šele čez 4 leta. To, če lahko tam pričakujemo Eda Muriča, jaz mislim, da ne. Mogoče pa v kakih tekmah prej, mogoče kot pomoč na kakej kvalifikacijski tekmi, ko vemo, da ni Luke in ne bo prej Peliča, ko bo Euroligo igral z Dubajem. Ampak gremo raje na prihodnost. Jaz mislim, da imamo dost perspektivnih mladih košarkašov v naših mlajših selekcijah. Zdaj neki rezultati, ki jih imamo zadnja leta pri mlajših kategorijah, res kažejo na to, da bi lahko priključili še več teh mladih in to se bo slej ko prej moglo zgoditi. Moramo tudi vedeti, da so igralci, katerim se je v bistvu Dončić pridružil 2017 na Evropskem in potem z njimi nadaljeval do zdaj, ko tisti, bom rekel, pod narekovaji stari počasi odpadajo, je bil v bistvu Dončić priključen nekako njihovemu sistemu. Ne. Zdaj pa mogoče imamo priložnost, da priključimo te mlade Dončićevemu sistemu in še bolj v bistvu gradimo to neko igro, ki jo pač bomo imeli, dokler bo Dončić v reprezentanci, ker na drugačen način zelo težko igraš, kadar imaš takega superzvezdnika v ekipi. Ampak tudi v preteklosti so bile mlade, talentirane ekipe slovenskih izbranih vrst, ne, v mlajših selekcijah, pa se sploh v mogoče zadnjem desetletju ni dogajalo, da bi mlade zelo dobro vključevali, ne, v člansko reprezentanco. Kaj je tu razlog? Je to mogoče problem, da je pač slovenska prva košarkarska liga v tem trenutku pač v slabšem stanju, kot je verjetno bila pred 20-30 leti, ko je vse manj močnih klubov v prvi ligi? Ja, s tem se ful strinjam. Liga je ful slabša, kot je bila 20 let nazaj. Če se dotaknem zdaj mladih, zakaj se jih ni vključevalo prej v reprezentance, jaz mislim, da smo mi prej imeli zelo veliko število kvalitetnih košarkašev z izkušnjami. In tudi, če pogledamo Španijo, recimo, Španci so letos šele zares menjali generacijo, ne? Kako dolgo smo gledali stare face, ne? V španski reprezentanci. V bistvu od leta 2000 smo gledali ene in iste face 15-20 let v španski reprezentanci, govorimo o jedru ekipe. Na selektorjevem mestu, jaz mislim, da selektorji tako razmišljajo, da je zelo fino imeti v reprezentanci izkušenega košarkaša kot nekega mladega, ki se šele mora zgraditi, ne. Nažalost se mladi ne morejo na tak način razvijati v prvi slovenski ligi, kot bi si mi to želeli, sploh za doprinos reprezentanci. Ampak mislim, da zdaj z temi ameriškimi univerzami, kamor množično odhajajo naši mladi košarkaši, ki so osvajali medalje v mlajših kategorijah, se mi zdi, da bojo tam ne toliko košarkarsko znanje, koliko bojo dobili fizične moči, pa fizičnih predispozicij, koliko bojo tu napredovali, da bojo potem lahko pomagali članski reprezentanci, sploh v sodelovanju z Dončićem. Ker Dončić bo, ne moramo primerjati NBA pa NCAA lige, ampak vseeno je to Amerika, vseeno so to v srednjih šolah oziroma univerzah v Ameriki so trenerji, ki so nekdaj delovali v NBA ali bivši igralci ali kakorkoli. In se ta sistem treniranja prepleta. Mogoče bo to bližje Dončiću, mogoče bomo s tem še več pridobili. Bomo videli, ampak jaz mislim, da je prihodnost tukaj svetla. No. Super, če je prihodnost svetla, ne, kmalu v bistvu se bliža tudi znova domači Eurobasket 2029. Nekaj se je vmes celo govorilo z možnostjo, da bi zraven pokukal tudi Maribor, ampak pustimo sanje za kdaj drugič. S katerim selektorjem v novi cikel oziroma je Sekulić kos svojim nalogam, kak ti vidiš čisto osebno
njegovo delovanje, oziroma je prav, da je tukaj, zato ker ustreza Luki, ki je vseeno gonilna sila ekipe, ali bi bilo prav, da se poišče novega selektorja, naredi neko spremembo, nov res. Jaz mislim, da je reprezentanca s Sekoličem letos pokazala, da znajo dobro delati, pa da znajo vzpostaviti nek sistem. Čeprav smo videli, da je cela Slovenija bila nekako malo proti temu, ne? Da Sekolič naprej vodi te fante, ampak so na koncu, se mi zdi, da vse demantirali in pokazali, da se da igrati s srcem, da se da igrati disciplinirano. Na koncu koncev so včeraj odigrali eno, ne glede na to, koliko točk so prejeli, se mi zdi, da so v 30 minutah odigrali fantastično obrambo. Je pa v bistvu na Košarkarski zvezi, da se odloči, kdo bo trener, ne. Tudi oni najboljše vejo, kako je stanje. Se mi zdi, da je zelo veliko faktorjev povezanih s tem, koga izbrati, na kak način, zakaj. Zelo težko mi, ko ne poznamo situacije v drobovje reprezentance, komentiramo to, kdo bi mogel biti selektor. Tako da, če te vprašam, je Jaka Lakovič pravi kandidat, ampak ja. Dobro, da si to omenil, no. Jaz se zdaj v tem trenutku niti nisem spomnil na Jako Lakoviča. Jaka Lakovič dejansko dela ful dober posel, trenerski posel, očitno mu je to res pisano na kožo, ne. Bil je fenomenalen playmaker v svojih igralskih letih in mogoče pa, ne. Mogoče pa, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ne. 2029 je 4 leta stran, tako da imamo časa razmisliti, pa vmes videti, kakva bo situacija. Vmes še bodo druga tekmovanja, vmes bodo tudi drugi izzivi za vse te slovenske košarkarje, ki so navdušili zadnjih dneh. V svoji izjavi za slovenske medije je Luka Dončić omenil tudi, da je bila reprezentanca nespoštovana pred prvenstvom, zelo nespoštovana. Zakaj se to dogaja zdaj, če gledamo oba dva kot navijača? Je razlog v tem, da pač imamo Slovenci, glede na vse športne uspehe, ki se dogajajo v slovenskem športu, pač tako visoka pričakovanja, pa ker vemo, da pač imamo enega najboljših košarkarjev na svetu v svoji ekipi, da pa zdaj morajo Slovenci vse premagovati. Ne vem, kako ti gledaš na to, da so naša pričakovanja tako visoka? Definitivno je tako, Slovenci smo razvajeni, sploh kar se športa tiče, ne. Ko enkrat nekaj osvojimo, se nam zdi, da je kar samoumevno, da bomo osvajali vse počez in da bomo zmagovali vse možne nasprotnike in nosili domov same zlate medalje. Ampak bom rekel, tako eno tekmovanje, eno evropsko prvenstvo je res taka velika stvar, sploh za večino fantov, ki se menjajo v generaciji. Težko je tu kar vedeti in pričakovati take stvari. Mislim, da so tu pričakovanja mogoče malo pretirana. Vsi si želimo, ne. Slovenci smo zelo strasten narod, kar se našega športa tiče, ker v bistvu skozi to se mi zdi, da Slovenci edino doživljamo neke take radostne trenutke v naši državi. Športniki nas res razvajajo in zelo je težko zmagovati po tekočem traku, bom rekel, ker je tu ful enih okoliščin, katerih se je treba dotakniti oziroma jih je treba vzeti v obzir. Na koncu koncev, tako smo rekli, tudi menjava generacije in menjava igralcev. Vemo, da skozi kvalifikacije si najboljši igralci ne morejo zagotoviti minut v reprezentanci. Težko je postaviti sistem, tudi selektorju je izjemno težko, ne. Selektor ima izjemno težko delo, da prvo vkliče fante, ki so na voljo v nekem določenem momentu, pa nekem kvalifikacijskem oknu, potem postaviti sistem. Na evropsko prvenstvo ne veš, a bo šel s temi fanti ali ne. To je vse, ne, ta spor FIBA Euroliga je tu naredil neki gamble v košarki, ne, in nikoli ne veš, kaj zares lahko pričakuješ, ne. Saj so se večje reprezentance poslovile zdaj še prej kot mi. Če pa dodam še samo to, kar se tiče tega negativnega ozračja pred evropskim prvenstvom,
sam v bistvu ne razumem, no, zakaj je bilo vse skupaj negativno. Ne. Na koncu smo, se mi zdi, bili zadoščeni pa dobili ful kvalitetno košarko strani naše reprezentance, predvsem pa borbenost in mislim, da nimamo fantom kaj odčitati. Je pa to še ena taka lekcija, da bomo v naslednjih tekmovanjih mogoče malo bolj zadržani, kar se kritike tiče, pa bolj spodbujali delo naših fantov pa košarkarske zveze. No. Jaz bi sicer ocenil, da je na to negativno zrače vplivalo tudi dogajanje pred prvenstvom, ko so nekateri nogometaši, preveč sem v nogometu, košarkarji odpovedovali sodelovanje, torej Nebo in Čančer, potem kar se je zgodilo z Zoranom Dragićem in vse reakcije, tudi Gorana Dragića na to, ne, da je vse to skupaj pomagalo vplivati. Ampak verjetno brez tega vseeno ne gre, ne, brez neke javne razprave tudi o takšnih situacijah. Ne. Ja, se strinjam. Jaz bi sicer rekel, da morajo neke določene stvari vedno ostati znotraj reprezentance. Ne. Težko zdaj razmišljamo, kaj bi bilo, če bi mi, ne vem, ostali v skupinskem delu in se ne bi prebili naprej. Bi potem vsi te dvomljivci, ki so bili, recimo, si šteli to, kar so prej povedali, da imajo prav, ne, in da je treba nekaj spremeniti. Ampak mislim, da vedno znova nekak reprezentanca, ne glede na to, kdo je trener in na kak način se stvari odvijajo, vedno pol na koncu fantje pokažejo pa naredijo tisto, zakaj so reprezentanci. Ne. So zelo pripadni fantje, imamo zelo dosti novih fantov, ki stopajo na velike parkete. Radović, Krampelj sta za sabo imela odlično prvenstvo. In jaz mislim, da se lahko v prihodnje, se ne rabimo sekirati za naslednja leta, ker imamo fante, ki bojo podprli ta način. Zdaj pa s katerim selektorjem, pa na kak način, to je pa, sem rekel, ful odvisno od dosti faktorjev. Ne bi rad zdaj tu bil nespoštljiv do kogarkoli, no, ker sem sam bil v košarki, pa vem, kak je težko, ko si tam. Ne. Najlažje je komentirati nam, ko nismo zraven, pa ljudem iz kavča, tudi poznavalcem, strokovnjakom, ampak čisto drugačna dinamika je, ko si ti naenkrat se znajdeš v parketu, pa ko moraš sprejemati odločitve v tisti sekundi. Ne. Včasih so odločitve prave, včasih niso. To se dogaja vsem. In jaz mislim, da ni nič za zameriti, niti selektorju, niti fantom za to evropsko prvenstvo. Marsikdo je omenil, da se je prvič morda prepoznalo neverjetno liderstvo tudi Luke Dončića, ne, da je vzel tablo, narisal akcije, ne vem točno, kako to pri vas poteka, ne, ali pa ko je pač res tudi vokalno povedal fantom, da se ne umirijo, da naj igrajo, kako igrajo. Je to zdaj pač tisti Luka, ki bo verjetno lahko vodil tudi Lakerse do prstana, ali je to vseeno Luka, ki igra za slovensko reprezentanco in mu to pomeni še nekaj več? Ja, zdaj tu bom ločil, ne, na dva dela, na Slovenijo pa na Lakerse. Zdaj NBA je čisto druga zgodba, ne. Jaz nisem bil nikoli blizu NBA, tako da ful težko komentiram, kaj se tam vse dogaja. To so res veliki ustroji, pa klubi podobni, pa liga največjim firmam na svetu, ne, in to so res razni vplivi in drugačne zadeve. Mislim pa, da je Luka letos na Evropskem prvenstvu res pokazal, pa tudi spoznal, no, da more biti ta, ki bo lider reprezentance naslednjih, upam, da 10 let za Luko. Res je odlično povezal fante, ker nenazadnje on je košarkarski mastermind, ki ga še nismo na našem prostoru videli, ne. Mogoče prejšnje generacije pravijo, da je to bil Dražen Petrović, ampak jaz bi rekel, da je Luka še dosti više nad tem, kar se razumevanja same košarke tiče, pa košarkarskega IQ-ja. In od njega se to pričakuje, on to mora biti. Mislim pa, da ga je tudi streznila ta situacija, ki jo je imel na relaciji Dallas Lakers,
oziroma Dallas Los Angeles, da ga je to kar precej, bom rekel, postavilo na realna tla, pa ne, da sem jaz nek komentator pa strokovnjak, da bi vedel, kaj se vse tam dogaja, ampak sam sem začutil tako, da ga je to malo streznilo in da je mogoče iz tiste otroške košarkarske igre, ki so jo vsi omenjali pri njemu, ki jo je takrat igral, ne, je začel tudi kot neki lider razmišljati v tem smislu in kar se pa Lakersov tiče, je pa ful odmisel od tega, kaj bojo oni sestavili okoli njega, kako bojo ekipo skombinirali. Luka je sposoben, je večkrat pokazal, rabi pa pomoč, ne. To je pa dejstvo. Še eno častno omembo bi želel vključiti, ker Alena Omića vseeno poznaš. Res zelo nesebično se mi je zdelo, kar je storil, torej, da se je odzval klicu selektorja, pa čeprav ta 2 dni pred tem klicem je vsaj javno še ni razmišljal oziroma ni veliko razglabljal o tem. Prišel je, se odzval na klic in oddelal posel res dobro, no. In verjetno tudi vplival na pozitivno vzdušje v reprezentanci. Za kakšnega lika gre, če lahko tako rečem? Tako bom rekel, Omić je faca. Ne? Omić je neverjetna faca. Omić je človek, ki bo poskrbel za smeh in pozitivno vzdušje v katerikoli ekipi je. Sam se spomnim, ko smo bili v reprezentanci U20 na domačem evropskem prvenstvu, skozi priprave, bom rekel po domače, to so bili smehi do rolanja po tleh, ne, in to ful dobro vpliva na fante, na samo vzdušje v garderobi. To, da se je odzval klicu reprezentanci, jaz mislim, da je tudi njemu čast, da se odzove takemu klicu, ko ga Slovenija potrebuje. Vem, da tega ni pričakoval, mogoče sploh, ko je v reprezentanci bil še Nebo vključen, ampak zadeve so se odvile v to smer, pa nekako tako razpletle, da je to bila edina neka opcija za Slovenijo. Jaz bi mogoče poklical tudi Dimca, ne? Čeprav je Dimec zdaj odpovedal reprezentanco v vsakem primeru, ampak jaz mislim, da bi nam Dimec recimo v tandemu z Omićem prišel zelo prav, ne? Zelo veliko več pozitivnih učinkov bi imeli, recimo, če bi bil Dimec pa Omić, če bi bila v reprezentanci, pa recimo bi Dimec nadomestil Jurkoviča, ki je celo prvenstvo odsedel, bi imeli več pozitivnih stvari od tega. No. Ampak ja, tako da smo še omenili, da je Alen Omić. Omić je super prvenstvo je odigral vrhunsko. Res je bil taki neki skriti ključ reprezentance, pa tudi od prve do tekme zdaj z Nemci je tako cela ekipa, je tudi Omić ful napredoval, se je nekako znašel v tem sistemu, s Kramplem, kombinacije menjavanja Krampel, Omić in vsi ostali beki okrog. Mislim, da so res na koncu našli eno dobro strukturo reprezentance. Če bi to zmagali včeraj, jaz mislim, da bi imeli šanse za iti do konca, no? Ker ta zmaga bi dala vsem še dodatno motivacijo pa energijo. Hkrati, ko se je začelo evropsko prvenstvo, ste v Braniku začeli tudi s pripravami na novo sezono. Kaj zdaj? Druga liga bo? Enkrat bo. Tako bom rekel. Enkrat bo. Ne, tu je tega problema, recimo, bom rekel temu tako, zdaj, ko poznam stvari od znotraj v mariborski košarki, se je treba lotiti zelo resno. No. To niso več heci, ne. Imamo generacijskega talenta v reprezentanci in vsi ga po svetu gledajo, Luko Dončića. Otroci so navdušeni nad košarko, ne. Otroci so navdušeni, otrok v mariborskih klubih trenira res ogromno število, ne. Imamo ogromen bazen tudi okoliških klubov. In se mi zdi, da je malo premalo podpore tu, kar se tiče lokalne skupnosti, sami košarki. Ne.
ker bi se zadeve tu mogle postaviti malo drugače, malo bolj strukturirano, kar se tiče neke želje po vrnitvi recimo v prvo ligo. Vem, da si vsi želijo prve lige v Mariboru, ne? Ampak zaenkrat smo v tretji ligi, najprej je treba v drugo ligo priti. In prva liga zahteva tudi določena finančna sredstva, ki jaz v tem momentu mislim, da se noben v Mariboru ne zaveda, kakšen je zalogaj, razen tisti, ki so delali kaj v športu, kakšen je zalogaj imeti ekipo v prvi ligi. In mi smo letos štartali s pomlajeno člansko ekipo, z 2-3 izkušenimi igralci, ki bodo tem našim mladim talentom, bom rekel tak, ki so že nekaj pokazali tudi prejšnje sezone v članski ekipi, in bodo dali neke izkušnje, neko podporo, in mislim, da z neko energijo pa mogoče lahko celo letos presenetimo. No. Vedno je plan, da se prebijemo naprej, ampak najprej je treba postaviti stabilne temelje, da lahko klub stoji. Ne. Jaz k temu pristopam zelo, bom rekel, poslovnega vidika delovanja, ne. Kar pomeni, da zapravimo lahko toliko, koliko imamo, ne. In ne več, če hočemo, da se izognemo stresnim situacijam v klubu, da smo dosledni s plačili trenerjev in igralcev in tega, in take zadeve je predvsem potrebno vzpostaviti v prihodnosti. In mislim, da je letos bil en korak v tej smeri narejen, da smo obdržali to neko jedro mlade ekipe in 2-3 starejše igralce, ki bojo probali to povezati. Kakšno vlogo lahko pri gradnji te poti do uspeha ima trener, novi trener, v bistvu trofejni trener z slovensko reprezentanco, mislim, da do 20 let, ne? Letos se nam je pridružil Peter Markovinovič. Sicer bo to prvo sezono z nami deloval kot svetovalec, bo postavil strukturo delovanja kluba, pomagal pri članski ekipi tudi sestavo in pomagal pritegniti k nam kakšnega mladega, nadobudnega, mogoče tudi reprezentanta ali pa če ne reprezentanta, koga, ki je mogoče v nekem širšem spisku reprezentance, ki lahko doprinese sploh v tretji ligi veliko tej ekipi, in mislim, da z njim na čelu, sploh če bo to in je taka želja oboje stranska, da bo to dolgoročno sodelovanje, lahko Branik pride na tirnice, na katerih mora biti, ker bo tu postavljena dobra struktura, dobro se bo delalo, fantje bodo trenirali 2-krat na dan, ker so mladi. Saj veste, kako je. V tretji ligi so večinoma igralci, ki imajo službe, sploh tisti izkušeni, ki so mogoče včasih igrali prvo ligo, pa potem grejo igrati tretjo ligo v klube za nek dodaten denar popoldne, ne. Nekateri temu rečejo za poplačilo kredita za avto, ne. In taki igralci trenirajo 3-krat na teden, zelo težko je z njimi narediti nek sistem igre, ker niti niso pri močeh, ker so samo 3-krat na teden, imajo službe, so utrujeni kakorkoli, ne. Jaz zagovarjam delo z mladimi fanti, ki lahko trenirajo 2-krat na dan, če imajo to sposobnost kombiniranja šole in košarke, in na tak način se lahko v bistvu, to je pravi način, da prijemo naprej, sploh v Mariboru. Ker pa mladih košarkarjev v Mariboru je veliko, ne. Omenil si številne klube, ne. Začnejo najmlajši pri ob Braniku še Čiro, ŽKK, Maribor mladi, potem pa so tukaj še okoliški klubi, ne, ki jih ni malo. Lenart, Miklavž, Šentilj. Bazen je res nor, ne. Bazen je ogromen. Jaz mislim, da če bi prešteli mariborske klube pa vse okoliške klube, jaz mislim, da tu gre za čez 1500 malih otrok v teh košarkarskih šolah. Zdaj, moti me edino ena stvar, ne,
če lahko svoje osebno mnenje zdaj tu podam. Seveda, prosim. Moti me to, da je sploh Mariboru ta košarka ni več to, kar bi košarka v osnovi mogla biti, ne, da se šport predstavi mladim kot zabava in kot možnost neke kariere, ampak je tu med košarkarskimi klubi to ratalo zdaj tekmovanje za to, kdo bo več članarin potegnil od otrok. In to se mi zdi pa zelo destruktivno za mariborsko košarko. Ne. Tu bi mogla biti postavljena struktura, da bi se točno vedlo, ne, kateri klub je nosilni klub panoge v mestu in ni problema, da imajo drugi klubi mlajše selekcije in da jih imajo ogromno, ampak tu bi se pač mogla zadeva povezati in bi na koncu vsi recimo najboljše selekcije, recimo zdaj, če smo malo pristranske končale v Braniku in selekcije od U16, U18, U20 in potem tudi člani, bi napadali najvišja mesta svojih lig, ne, s temi, bom rekel, prospekti, ki jih imajo drugi klubi, ne. Tu se pa vsak malo pač kiti s tem, koga je dobil, pa koliko ima otrok, pa kakšne rezultate bojo zdaj delali v U14 kategorijah, kjer je rezultat na tekmovalni ravni čist sekundarnega pomena, ne. Ker tam moraš ti otroke vpeljati v košarko, ki jo bodo spoznavali pri selekciji U16, kjer so fantje že malo večji, malo bolj fizično sposobni. Tukaj imamo pa problem, ker mi tekmujemo na rezultat pri U14, zaradi tega, ker ima en klub ali pa drugi klub, imajo enega ali pa dva fizično totalno izstopajoča posameznika, ki lahko U14 ekipe vlečeta naprej in dejansko igrata 1-5 in bota zmagala pol lige, bom rekel tak, ne. In tu se potem dela škoda vsem ostalim udeleženim v teh recimo U14 selekcijah. Pa se je kaj naredilo, to je ful žalostno. se je naredilo kaj v zadnjem obdobju, glede tega, da bi se dogovorili, sedli, zmenili? Veliko smo sedeli, veliko smo se pogovarjali z vsemi akterji, ki imajo svoje klube. Tudi jaz osebno sem se pogovarjal z marsikom v mariborski košarki in s predstavniki drugih klubov. Ampak se mi zdi, da kadar sediš z ljudmi na kavi in se pogovarjaš o dobronamernosti mariborske košarke, dajmo skupaj sodelovati, so vsi za, potem ko pa gremo vsak na svojo stran, ne, pa vsak vleče špago na svojo stran in hoče čim več otrok ti v bistvu iz tvojega kluba odpeljati svoj klub, ne, zato da bo zaslužil še za 10 otrok več članarin. In to je ta škoda, no, pri nas, ker jaz verjamem, da hočejo ljudje dobro delati, pa da imajo mogoče iskrene namene, ampak način, na katerega se to dogaja pri nas, bi lahko bil bolj korekten, pa bolj gospodski, no. Bi lahko vsi imeli zelo dosti od tega, ne. Zdaj pa, ko vsi vlečemo štrik, pa raztegujemo to na vse 4 strani, je pa to skoraj nemogoče, no. In tu bi moglo se na višji inštanci določiti, kdo je nosilec panoge v mestu, kakšna je struktura, kakšna je hierarhija, kar se košarke v mestu tiče, ampak za takšno stvar si mora mesto želeti, da imamo košarko v prvi ligi, ne, in da smo najboljši v košarki v mestu, ker če pogledamo prvo slovensko ligo, kdo so ekipe v prvi slovenski ligi, ne? Imamo Olimpijo, okej, v redu, tam mora biti, imamo Krko, ki ima za sabo ogromno podjetje, ki lahko jutri, če želi, igra Euroligo, ker so take finančne sposobnosti, ampak pač je tudi neka racionalnost tam prevlada, pa se ne grejo tega, ne. Potem imamo tukaj Helios, ki ima prav tako zadaj podjetje že 60 let, ki sponzorira košarko in potem potegne še druge partnerje zraven in se da ustvarjati zgodba. Potem pa smo tu že kar zaključili, kar se tiče teh klubov, ki imajo neki ustroj zadaj, ki jih poganja sploh finančno, ne. Potem so pa tu samo še, bom tako rekel, občinski klubi, ne. Teh klubov, ki so v prvi ligi, ne bi bilo, če ne bi bilo 100% podpore občine in totalne namere, dajmo imeti košarko v prvi ligi.
in pri nas bi to lahko naredili tako, pa bi bilo rešena zadeva. Pri nas, če se vrh mesta Maribor odloči, da bomo imeli košarko v prvi ligi, jo bomo imeli, ker bomo našli način in bomo našli sredstva, da bomo to podprli. Ker denar od sponzorjev je zelo težko dobiti. V Mariboru, ne vem, mogoče mi lahko našteješ 1 ali pa 2 firmi, ki bi lahko pomagali, ne? Ampak jih ne bomo našla. Ne? Jih ne bomo našla, zelo je to težko, ne? In zato je potrebno, ne, to hierarhijo pa vse skupaj določiti na višji inštanci. To je pač mesto hoče svojim ljudem ponuditi klub v prvi ligi, hočemo gledati košarko, mogoče ABA ligo, mogoče hočemo, da prije Partizan sem igrati, ne vem, mogoče hočemo to ponuditi našim občanom, da imajo malo zabave, ne, sej, kaj pa je v bistvu naloga, ne, ljudi, ki vodijo mesta že od 2000 let nazaj, ne, da zabavajo svoje ljudi, ne, da ljudem približajo mesto, da se ljudje čutijo pripadne mestu s takimi dogodki, ne, in skozi šport to lahko naredimo, ne. In pač to je neki način, ko jaz mislim, da bi se tu moglo zgoditi, no, da bi mi to pri nas gledali prvo ligo, oziroma mogoče celo ABA ligo. Ne. Ampak s podobnimi zadevami, kot se ukvarjate vi, se ukvarjajo tudi pri odbojkarjih, ne, ki so v prvi ligi, ne, kjer krampajo skupaj, da lahko igrajo in se trudijo. Mogoče nogomet tu vseeno malo izstopa, ker je drugačen trg in drugačne organizacijske strukture. Se strinjam, dobro, moramo vedeti, da nogomet je 200 let pred košarko pa njenim sistemom v Evropi, ne. Ti kot klub, recimo, ne, zadnjič sem gledal eno oddajo nogometno, ki je zelo znana pri nas, in nisem sicer tega vedel do takrat, ko sem to slišal, da klubi dejansko, ko se, ne vem, Celje prebije čim dlje v Evropi, zelo veliko denarja zaslužijo na računu UEFA, imajo vsi klubi iz te lige nekaj od tega. Ne. Tako je, ja. Mislim, to je zelo dober sistem, ne, in s tem lahko živiš, tako lahko razvijaš zadeve. Nogomet je itak najpopularnejši šport na svetu, sploh pa v našem mestu, ne, ker smo imeli uspehe take in drugačne že v preteklosti. In ja, UEFA res zelo dobro ima postavljen ta sistem, tega v košarki ni. Mi smo bili s Heliosom državni prvaki, pa lahko zdaj rečem, da se je verjetno upravi kluba takrat stemnilo pred očmi, ker smo nepričakovano postali prvaki, ker so vedeli, kakšne stroške bomo naslednje leto imeli. Ne. In od FIBE ni nobene nagrade, ne, za uspehe v košarki. Ne. Ni prestopov. Ne moreš dobiti odškodnine za prestop igralca. Pol brezpredmetno postane vzgajanje nekih domačih igralcev, pa neka akademija. Ne. To delajo v košarki samo menedžerji. Ne. Menedžerji imajo svoje klube in potem na ta način služijo in investirajo nazaj v klub, zato da lahko razvijajo mlade, tako kot je recimo Mega Vizura pa razni klubi, črnogorski in tako naprej. Tam se to dogaja, ne. V bistvu menedžerji skrbijo za to, da vlagajo nazaj v klub, pa da pol prodajajo igralce, ker je pač to njihov interes. 2016 si postal državni prvak s Heliosom. Ja. To se je zgodilo že potem, ko se ti je v bistvu, lahko rečemo, življenje obrnilo na glavo. Med pripravami na Eurobasket domač 2012 Ja. Si izvedel, da imaš dedno bolezen. Ne? Ja. Če malo obnoviš zgodbo, prosim. Ja, brez problema, se sem jo že Že 100krat večkrat, verjetno ne. povedal. Ne? Sicer v zadnjih letih vedno manj, ker je to pač preteklost. Ampak ja, takrat smo nekako zvedeli, da je neka zadeva s srcem povezana, ki jo je treba urediti. Našli smo sicer način, hvala Bogu, po enem letu iskanja rešitev, da se vrnem še nazaj profesionalni košarki. S tem namenom sem imel tudi operacijo v Južni Koreji, kjer je takratni kirurg dr. Song
v Koreji z njegovim načinom operacije zagotovil, da bom lahko še igral košarko po njegovi metodi operacije. In to se je tudi zgodilo. Že takrat smo vedeli, da se bo zadeva enkrat ponovila, če bom nadaljeval s športom. Zato je potem tudi po 5 letih igranja sledila v bistvu še ena operacija leta 2018, ko se je zadeva obnovila, ko je pa potrebno bilo zamenjati tudi zaklopko, jo nadomestiti z umetno. In takrat sem v bistvu dobil tisto končno, zdaj pa bo dovolj, mogoče še kaj drugega bolj pametnega započeti v življenju. In kako si se soočal v tistih letih? Pač s tistim prvim soočenjem, torej z boleznijo te je pač zelo prizadelo. Vem, da je to malo neumno vprašanje, ampak ne dogaja se vsakomur, vsak dan kaj takega. Ne? Ja, kot 20-letni oziroma 19-letni otrok, bom rekel, spoznati neko tako stvar, bom rekel, da v nekem momentu nisem videl, kako naprej, ne. Potem smo na srečo imeli v tisti reprezentanci Zmaga Sagadina in športnega psihologa Aleša Vičiča, s katerima sem se dosti pogovarjal, ker sem na srečo ostal v teh krogih reprezentančnih do konca Evropskega prvenstva, smo se dejansko s ekipo družili in smo bili dosti v kontaktu, so mi tudi oni malo odprli poti, malo povedali, da ni konec sveta, ne. Čeprav je nekemu 19-letnemu pubecu, ki igra košarko, se mi zdi težko karkoli dopovedati, ne. Ampak smo takrat nekako skupnimi močmi, tudi Košarkarska zveza je takrat naredila ogromno za mene, s takratnim direktorjem Matejom Avanzom na čelu. So mi res ogromno pomagali, da sem prebrodil to krizo, me nekako z njihovo pomočjo, pa tudi z neko določeno vrsto svoje izpostavljenosti, smo se nekako skupaj, bom rekel, vrnili na to pot, no, in vedno sem rekel, da sem jim za to takrat hvaležen, ker je bilo to res ena taka pot, težka takrat za mene, no. Bil sem stran od družine, nisem bil v Mariboru, bil sem v Domžalah, v Ljubljani, iskal rešitve, kje bom, kaj bom. To so res take neki negotovi trenutki, ampak vedno pravim, da se na koncu vedno vse poštima in vedno se vse tudi zgodi z razlogom. Mogoče, da osebno zrasteš, da začneš drugače razmišljati, ker take stvari takrat zgradijo karakterno pa kot osebo. Da pojasnim še, za kaj gre Marfanov sindrom, se pravi izgovori tako? Ja, Marfanov sindrom, ja. Marfanov sindrom, to je redka bolezen dedna, vezivnega tkiva, ki v bistvu vpliva na celo telo. In lahko je še zelo veliko več težav povezanih s to boleznijo, ki jih jaz verjetno zahvaljujoč športu, ki sem ga v bistvu imel skozi celo otroštvo in življenje, sem nekako držal svoje telo v nekem tonusu in sem ga gradil nazaj, je pa tudi odvisno. Nekateri posamezniki imajo dosti večje težave, nekateri imajo manjše, to je taka zelo loterija, bomo rekel, dedna bolezen, no. 2016, torej državni prvak, si imel kako svojo cako ti med tekmami, si bil po čem znan na igrišču? Ja, takrat sem mogel biti znan, da lečem ko muha okoli njihovih centrov, ne. Jaz sem takrat bil bolj na petki. Kdo je bil center takrat, kateri so bili centri, recimo v konkurenčnih ekipah? Komu si torej bil muha? V konkurenčnih ekipah so bili centri recimo Smiljan Pavić v Krki, Jure Lalić v Krki, ki je takrat bil res ogromen človek. Je to bilo za mene kar težko, ne. Ampak dobro, bil sem bolj suhljat, bom rekel, pa sem lahko mogoče na neko hitrost, pa tečnost, pa špičaste komolce spravljal ob živce nasprotnika. Ja,
v tisti sezoni smo imeli zelo turbulentno sezono v Heliosu. Ne. Takrat je z nami recimo nek del sezone, pa ga na koncu ni bilo več, bil tudi igralec s priimkom Andriuškevičius, en Litvanec, višji od mene, ne, celo, mislim, da 2015, 2016. In on je recimo igral v Cleveland Cavaliersih z LeBronom Jamesom. In je prišel k nam na neka pozna leta svoje kariere nam pomagati. Ampak je pol v bistvu zapustil klub še pred koncem sezone, no, in sem pol jaz nekako skočil. Pa nisem imel glih nosilne vloge v ekipi, sem pa bil neki backup, bom rekel, no, sem lahko nekaj dal ekipi, no, da smo takrat tisto prvenstvo osvojili. To so bili že Sansi. To so bili že Sansi, ja, to so bili Sansi. Sansi so bili 2014 naprej. Okay. Ja. Ker ta marketing v slovenskem športu je zelo zanimiv, mislim, ne vidimo ga pogosto teh nekih sprememb, ne vem zdaj, koliko ti spremljaš, ampak zdi se mi, da je v zadnjih letih velik preboj naprej naredila hokejska Olimpija, ne, pri tem, kako se pojavlja na spletu, na družbenih omrežjih. Tudi CD-vita Olimpija ima zelo dobro poštimo na te zadeve. Zdaj NK Maribor je bil vrsto let znan kot vodilni na tem področju. Mogoče je vmes malo zaspal, pa zdaj znova dela na tom. No, s spletnim marketingom se ukvarjaš, oziroma si se ukvarjal. Kak zahteven posel je to? Kaj je težje, košarka ali spletni marketing? Košarka all the way. Res, pri košarki moraš dvakrat na dan trenirati po 3 ure, pa še tekmo med soboto, pa med tekmo za Božič, če delaš pa marketing, pa lahko delaš samo 4 ure, ali pa 5, ali pa 6, ali pa 8, ali pa 10 na dan, koliko pa želiš, ne? Okay. Če se samostojno s tem ukvarjaš. Bi se pa dotaknil marketinga v športu. CD-vita Olimpija je naredila zelo velik napredek pri tem in se mi zdi, da se to pozna tudi pri množici, ker je prej njihova množica na tekmah bila dobesedno mrtva, ne? Ni bilo nobenega na tekmi. Zdaj pa dejansko znajo napolniti dvorano, ne? Pa se mi zdi, da tudi otroci grejo z dresom Olimpije po mestu. Maribor itak je delal prejšnja leta fenomenalen posel v tem. Ampak kaj je zdaj skupni imenovalec vsega tega, ne? Finance. Če imaš finance, lahko delaš marketing zaradi tega, ker to marketing pa zahteva par rok, ne? Nekdo mora snemati, nekdo mora obdelovati posnetke, nekdo mora to oglaševati. Te ljudje morajo po možnosti še vedeti, kako se to dela, pa na kak način se to dela. Torej, če oni neke marketinške agencije ne dobijo zaposlitve oziroma ne iščejo zaposlitve za tisto plačo, ki jo pač tam dobijo in si namesto tega poiščejo zaposlitev v nekem športnem kolektivu, kjer delajo marketing, mora klub za to nameniti 25-30 tisoč evrov na osebo na leto. Ne? To je zelo velika cifra. Mi trenutno budžet klubov v 3. ligi 20 tisoč evrov za člansko ekipo, ne, celo, pa si ne moreš privoščiti, da bi še nekdo delal, če ne dela pro bono, pa z neko pripadnostjo do kluba tega. Ampak vse je povezano s financami. Tu moraš zaposliti ljudi, ki to znajo delati in ki to delajo konstantno s tem. To je definitivno rešitev pri nas, ne, saj tudi Gerald Martens je takrat v Heliosu pokazal, da se da, ampak Gerald Martens je takrat potrošil ogromno količino denarja za to. On je dobesedno poštrihal celo dvorano, ne, na barve Heliosa, on je naredil čist brand, čist na novo brand, ne. Brand se da delati, marketing je mogoč, vse posod v vsakem mestu, ampak so s tem povezane finance, to morajo ljudje delati, ne. To ni one man job, ne, to mora biti 3, 4, 5 ljudi, ne. Ker se jaz veliko časa ukvarjam z NK Mariborom, ne, me zanima, kaj bi ti kot nekdo, ki se ukvarja s spletnim marketingom, pa nekdanja Viola, ne, boj da si bil najvišja Viola na jugu. Ja, ne vem, če. Je bil še kdo višji? Mogoče je še kdo višji. Evo, fake news, se upravičujem. Eden najvišjih. To obstaja, ja, to so neka moja leta.
Preden so me ljudje malo streznili, ne, da moram biti malo bolj resen, če hočem biti košarkaš. Dosti let po svojem, 14-15 letu sem v košarki še imel vzdevek viola, zaradi tistih takratnih dogodkov. No, ampak kaj bi svetoval kot spletni marketinger NK Mariboru, da si obudi zopet, da bo ozračje okoli kluba boljše, ne? Zdaj mnogi usmerjajo prst v medije, da je pač zdaj negativno vzdušje okoli nogometnega kluba Maribor, da pač smo mi zelo ali pa celo preveč kritični do kluba, ki ima novega lastnika. Ampak, če to odmislimo in se postavimo v vlogo marketingerja, kako bi z nekaj potezami lahko klub postal bolj priljubljen spet, oziroma da bi se več pozitivnih zgodb okoli njega dogajalo. Zdaj rekel si, da dosti spremljaš Maribor, ne? Meni se zdi, da imajo oni vrhunski marketing, kar se tiče samega marketinga. Zdi se mi, da so težave bolj drugje. Bom pa rekel tako, da smo v Mariboru zelo patriotski, kar se fuzbala tiče, ne? In se mi zdi, da težko sprejmemo, ko nam nekdo nekaj vzame, ne, pa hoče pa svoje narediti, ne, hočemo biti tukaj, hočemo biti povezani, hočemo sodelovati s klubom, ne, hodimo na tekme že desetletja, zato da pomagamo klubu, da ga podpiramo, ne, in potem se pač dogaja to, kaj se zdaj v modernem nogometu dogaja, vse posod praktično, da pridejo neki tuji ljudje, tuji investitorji, ki... Ampak oni so zdaj naši. Ja, to oni pravijo, ne, kakorkoli, ne, vem, če so že strani ljudstva, ne morem komentirati, zdaj bili sprejeti, ne, kot naši, ne, jaz mislim, če prijemo v kako ligo prvakov, bojo hitro naši, ne, to se zna hitro spremeniti, ne, z nekim uspehom mi hitro menjamo mnenje, ne, kak nekdo nekaj dela, ampak moram pa reči, če se tega dotaknem, da je verjetno zelo težko tudi njim, ker dajmo si predstavljati, prideš iz nekih neverjetno velikih trgov, kjer so takšni in drugačni finančni tokovi v neko malo mestece, ki ga mogoče prej nikoli sploh nisi slišal za njega. Ne? Jaz verjamem, da pač po nekih najboljših močeh probajo narediti zgodbo tukaj, ne? Pa se približati skupnosti, ampak po moje bo to še kar trajalo. Zaradi tega, ker to je iz danes na jutri je to ful težko narediti. Da prideš ti kot nek popoln tujec nekam v tako patriotsko mesto, kot je Maribor, ne? Pa narediš neko tako spremembo in hkrati ostaneš zelo priljubljen pri teh zahtevnih navijačih, ki jih imamo mi na tekmah. Ne? To je v nekem Celju, pa v neki Olimpiji, ki pač vsakih 10 let menja klub, ne, je to dosti lažje narediti, ne, ko, ne vem, če v Celju sploh prej imelo navijaško skupino na tekmah zares, ne, zdaj jo imajo, ne. Verjetno poznaš napev Oj Celjani in tako dalje, tako da so imeli, ampak je bila manj številčna kot danes. Ne. No, to se vse pač spremeni, ne, z angažiranostjo kluba, ampak Lejte, če pač drugače ni šlo, se je to moglo zgoditi, ne? In zdaj dajmo to sprejeti, pa ne vem, probajmo dati cajt, pa se bo že zgodilo, kaj se bo zgodilo. Ne? Hipotetično, če bi imel dron, NK Maribor, verjetno ga ima, pa bi, zagotovo ga ima tudi za analiziranje treningov, ne? Ampak da bi se Džuni ili Džali postavil na piramido, bi se dron tak približal njemu in bi on nagovoril navijače. In to, misliš, da bi to palilo? To je zdaj ful zahtevno vprašanje. Tricky question. Ne, sej. Jaz mislim, da če ne druga bi, ne, ko gledam z marketinške strani, bi vsaj ljudje govorili o tem, ne, po celi Sloveniji pa po celem svetu, ne, tako da mogoče bi bilo celo vrelo, ne. Tako in te dni se je v Mariboru veliko govorilo, prišel je nov trener, potem ste lahko poslušali v Večerji zjutraj v prejšnjih dneh. Za konec še mogoče ena misel, oziroma s tvoje strani, košarka v Mariboru se igra, vidimo igrišča polna, tudi ta v Ljudskem vrtu, posvečeno Ivo Danevu je polno vsakič, ko grem mimo, verjetno te take stvari veselijo.
Zelo dobro delo, bom rekel, občine, da so poskrbeli za to igrišče Iva Daneva. Vsi smo kot otroci igrali na braniku basket, ne, znotraj tiste betonske ograje. In to, kar zdaj gledamo, to je, meni se to zdi, ko se tam mimo pelješ, je to za mene en najlepši del mesta. Zadaj Ljudski vrt, potem košarkarsko igrišče, polno mladih otrok. Na Taboru imamo igrišče Gorana Dragića. Definitivno grejo stvari v neko dobro smer. In mislim, da smo lahko za prihodnost mariborske košarke, da lahko gledamo pozitivno na prihodnost mariborske košarke, samo še male neke finesice poglihamo, pa mislim, da bomo tudi v Mariboru igrali košarko. In zato boš poskrbel verjetno tudi ti. Zelo pozitivno gledaš na stvari, verjetno tudi zaradi vsega, kar se ti je v življenju že zgodilo. Veseli smo, da si del mariborske košarke in da tudi svojim znanjem prispevaš k njenemu razvoju. Hvala ti, da si prišel v naš podcast. Hvala vam. V nadaljevanju pa še promo odsek z vsebinami, ki prinašajo vikend branje, torej v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, kaj bomo brali v Večeru v soboto? Tokrat smo velik del priloge posvetili jubileju Mariborske univerze. V čas ustanavljanja nas je popeljal znani mariborski pravnik Šime Ivanko, še zadnji živeči podpisnik ustanovitvene listine Mariborske univerze. Ali univerza izpolnjuje svoje poslanstvo in kakšna je danes, smo se pogovarjali s Simonom Klančnikom, Borisom Vezjakom in bivšima rektorjema Ivanom Rozmanom ter Danielom Reboljem. In to seveda ni vse iz paketa o jubileju Mariborske univerze. Prvi otroci iz epruvete so danes že odrasli ljudje, Maribor pa ima še vedno zelo uspešen oddelek za reproduktivno medicino. Predstojnik dr. Borut Kovačič o oploditvah z biomedicinsko pomočjo nekoč in danes, pa tudi novih etičnih izzivih zdravljenja neplodnosti. Nasvete namreč delijo tudi vse vedneži v spletnih klepetalnicah. Državni sekretar Uroš Vajgl govori o odgovornosti EU in svetovnih okoljskih pogajanjih, pa tudi o sežigalnici v Mariboru, slovenskih zelenih politikah ter tem, ali je dogovor s civilnimi iniciativami možen. V rubriki Podnebne priče pa tokrat o nadležnih in nevarnih komarjih, ki so domovanje razširili na celo Evropo. Z njimi pa tudi bolezni, kot je čikungunja. Kaj prenaša Večer v nedeljo? Zgodovinsko zmago Mariborčana v Pikadu. To ni kot met za rundo, pol ure v bifeju, to je šov za milijone. Temna plat, arhitekt zanika umore 7 prostitutk. Nova spoznanja pri analizi vzorcev DNK bi lahko pripomogla k razjasnitvi umorov 7 žensk na peščenih plažah v New Yorku, nerešenih že več kot 30 let. Do Helsinkov z avtom in po drugi strani nazaj, pa saj ni gnilo, le pregrešno drago je tam gori. Za konec še preblisk. V sodobnem svetu ima vsakdo pravico, da pove svoje mnenje. In vsakdo drug ima pravico, da mu ne prisluhne. Hvala, ker ste vi prisluhnili nam. Vabljeni k branju Večera na večer.com. Lep vikend želimo.